Gospe in gospodje, v dvorano prihajata gospod Marijan Križman, predsednik Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije in predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, gospe in gospodje, ki obeležitev državnega praznika spremljate preko neposrednega prenosa v živo. Lepo pozdravljeni v predsedniški palači na državni praznik, dan upora proti okupatorju. Državne praznike v predsedniški palači tradicionalno praznujemo na dnevih odprtih vrat, ki na pobudo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja neprekinjeno potekajo od leta 2013. Današnji dan odprtih vrat poteka na razmeram prilagojeni način. Zaradi ukrepov za omejitev širjenja bolezni COVID-19 naključnih gostov v predsedniški palači žal še ne moremo sprejeti, vendar vas vljudno vabimo, da si ogledate posodobljen virtualni sprehod na naši spletni strani. Veseli in počaščeni pa smo, da so se povabilu predsednika Republike Slovenije odzvali predstavniki Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije, ki jih prisrčno pozdravljamo. Ponosni in hvaležni smo, da bodo skupaj z nami počastili dan upora proti okupatorju in 80. obletnico ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda. K nagovoru vljudno vabim gospoda Marijana Križmana, predsednika Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani prisotni, hvala za vabilo, hvala, da smo danes lahko del tega praznovanja tu v vaši palači, da lahko sporočimo slovenski javnosti ob 80-letnici naše sporočilo, naše misli, naša razmišljanja in naša pričakovanja. Naj za začetek povem, da smo za ta častitljivi jubilej, 80. obletnico Osvobodilne fronte, na Zvezi borcev pripravili spomenico, ki je zajela vso bistvo, vso sporočilo narodno-osvobodilnega boja, sedanjega časa in bodočnosti, kot jo na Zvezi združenj borcev in v našem članstvu vidimo. Naša spomenica pove veliko o nas, pove veliko o naših razmišljanjih, v katerih smo na trenutke kritični do družbenih razmer, v katerih se je ta država znašla. Kritični zato, ker smo člani Zveze združenj borcev. Žal, še živečih borcev je malo, zato mi, člani Zveze združenj borcev, nosimo naprej razmišljanja, pridobitve, ugled, predvsem pa sporočilo druge svetovne vojne in vse tisto, kar je tej državi konec druge svetovne vojne in z zmago
partizanske vojske prinesel. Partizanski boj je prinesel mir, svobodo, solidarnost, prinesel pa je tudi podlago za ustanovitev države, v kateri danes živimo in kateri se bomo posvetili čez dober mesec dni, ko bomo proslavili pa njeno 30-letnico. Vse to, kar smo napisali, bom vam danes, gospod predsednik, tudi izročil, zato da si boste v miru prebrali, da boste pravzaprav videli, kako je naša organizacija, ki šteje približno 40 oziroma nekaj več naših članov, kako je strukturirana, kako deluje. Jaz bi v tej priložnosti pozdravil vsa naša združenja širom Slovenije, ki jih je 84, nebroj krajevnih odborov, ki, kot ste videli na včerajšnji virtualni proslavi, skrbijo za spomenike, ki ponaredijo vse tisto, kar je potrebno za to, da naši spomeniki niso zanemarjeni, zato da so naši spomeniki nekako opomniki časa, ki so ga nekoč naši predniki živeli. Mi imamo izjemno veliko število spomenikov, približno 6000 jih je, oziroma nekaj več. Država skrbi za peščico spomenikov, ki so v večjih in velikih mestih, sami, skupaj z občinami pa na terenu skrbimo za to, da se pač ohranijo in, kot sem rekel, spominjajo na neki čas, ki ga več ni, ki je pa v nas ostal še vedno živ. Zato se moramo v tej priložnosti zahvaliti tudi zelo veliki večini županov, ki nam pomaga finančno in tudi drugače pri akcijah, ko je treba stvari generalno popraviti in urediti, pristopijo vedno na pomoč. Žal pa se dogajajo tudi stvari, ki se ne bi smele dogajati, namreč rušenje spomenikov je nekako stalnica, včasih več, včasih manj. Nazadnje se je to dogodilo na Pasji ravni, kjer so z letom izruvali ploščo in spodaj napisali postavili svoj podpis, ampak ga ne bom komentiral, ker ni nujno in ni rečeno, da ga je napisal storilec. To je zavržno dejanje. Jaz kot Primorec včasih dam še kakšno bolj tako pikro in vročo izjavo, na katero marsikdo se tudi obregne. Nazadnje sem dal izjavo, ko sem šel na teren in si ogledal to dejanje, sem dejal, da je to, kot da bi mrtvega še enkrat ustrelili oziroma ubili, ko rušimo spomenike, in da gre za bolan In to mislim, da je tako, ker kdor se loti rušiti spomenike in vznemirjati mrtve, s takim človekom verjetno ni vse v redu in prav. Včeraj sva bila s predsednikom države na nemški ambasadi, ker je nemška ambasadorka poskrbela, da se je v hiši, kjer je nastala Osvobodilna fronta, postavila tabla, ki je opomnik tudi na ta dogodek. Ob tej priložnosti je imela veleposlanica govor v slovenščini. Ta govor se me je zelo dotaknil, kajti to je bil izjemno državniški govor. Njene besede so bile izbrane, pretehtane in kaj takega bi si človek včasih želel, da bi zmogla tudi naša vlada. Ko sem omenil našo vlado, vam moram sporočiti to nerazumno ravnanje, da danes slavimo 80-letnico Osvobodilne fronte
In vlada Republike Slovenije ni smatrala za potrebno, da bi na to proslavo povabila tudi nas, Zvezo borcev. Mi za to proslavo uradno ne vemo, da se dogaja pa se na Mali gori. Torej, imam nekaj problemov z vsem tem, kajti če me povabi nemška veleposlanica na postavitev plošče v hiši, kjer se je ustanovila Osvobodilna fronta, moja vlada, naša vlada pa prezre Zvezo združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja, ki slavi danes 80-letnico. Torej, kakšna bo vsebina te proslave, se sprašujem, brez tistih, ki so pred 80 leti pravzaprav ustanovili Osvobodilno fronto in nas, ki smo, kot sem prej rekel, tisti, ki te vrednote ohranjamo, jih sporočamo slovenskemu narodu in seveda mislimo na koncu koncev, da če bi nas povabili, bi se seveda te proslave udeležili, kajti kljub nekaterim, ki mislijo, da bi morali bojkotirati prav vse, jaz osebno kot predsednik pa mislim, da ko govorimo o proslavi z vsebino z borčevsko vsebino, da smo se dolžni takih proslav udeležiti. No, letos je malo drugače. In zdaj še nekaj, malo za šalo, malo zares, bolj zares kot za šalo. Nekateri člani te vlade izključujejo druge, ko vladajo, in izključijo sebe, ko vladajo drugi. Na ta način ne bomo nikoli prišli do želenih pomiritev v tej državi. To so zelo, zelo globoke zareze v delitev slovenskega naroda. V spomenici govorimo tudi o spravi, pa ne bi o njej kaj dosti, razen tega, da smo na spravo, ki je bila nazadnje obelodanjena, imeli svoj komentar, jo zavrnili in še enkrat povedali. Dragi vsi, ki se lotite pisanja sprave. Sprava ne more biti napisana tako, da izenačujemo domobrance in partizane. Sprava ne more biti napisana tako, da ločujemo partizane in komuniste. In sprava ne more biti napisana tako, da zmanjšujemo pomen partizanskega boja in da poskušamo uravnotežiti z domobranci vse tisto, kar se je v drugi svetovni vojni zgodilo, pa nekako zmanjšati pomen. In spoštovani predsednik države Borut Pahor, pred koncem bi vam še to želel povedati, da v tej spomenici seveda smo se dotaknili tudi upora. Upor je namenjen vsem ukrepom, ki so nesmiselni, ne tistim, ki so smiselni. Upor je namenjen vsem tistim dejanjem, ki jih ob pričujoči pandemiji vlada sprejme, pa niso nujni. Namenjen je podporo otrokom, našim dijakom v Mariboru, ki so morali na sodišče, zato ker so izražali svojo željo in potrebo po šolanju. Seveda so na koncu bili oproščeni in se sprašujem, kakšno je to sporočilo tistim, ki so te otroke popisali in jih pripeljali pred sodišče. Slišali ste izjave enega izmed njih, mladega človeka, starega 18-19 let, je povedal tisto, kar je marsikdo misli, ampak je žalostno, da je že danes povedal, da je politika nekaj grdega, nekaj zavržnega in tako dalje in tako dalje. Pa vas sprašujem bolj retorično, bolj sebe kot koga drugega,
Ali so to sporočila in je to popotnica k pomiritvi ljudi med seboj? Ne, nasprotno. In zato je naš poziv k uporu vsem tistim nepotrebnim ukrepom in stvarem, ki se v tem trenutku v Sloveniji dogajajo. Seveda pa, glede na to, da se je tudi ta vlada zelo dobro zavarovala, da je najprej omogočila zbiranje 100 ljudi, potem 10, ni nobenega strahu, da se bo na ulici zbralo na tisoče ljudi in to vlado vrglo iz tečajev. To tudi ni naš namen. Je pa nekaj, mora marsikdo vedeti, da Zveza združenj borcev ni mrtvi ud družbe, da je Zveza združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja sestavni del družbe, je ena najmočnejših organizacij, ki sledi in seveda razmišlja ob temu, kaj se v naši družbi dogaja. In še nekaj, kar ni nepomembnega, nova generacija je prišla v Zvezo združenj borcev. Generacija, ki mora z vsemi svojimi silami veliko narediti in žrtvovati za to, da ohranimo ta status, ki so ga pred menoj predsedniki ohranili, ampak ti predsedniki so bili generali, so bili partizani, so bili vsi so imeli v sebi ta naboj moči in ta naboj odporništva. In če bi jaz ob dnevu Osvobodilne fronte ne pozval ljudi, naj se uprejo tistim stvarem, s katerimi se ne strinjajo, potem verjetno ne bi bil človek na pravem mestu. Na koncu so mi povedali, da me je nekdo iz aktualne vlade tudi ovadil zaradi te izjave. Jaz vam pa povem, da če bi me nekdo ali posameznik iz te vlade pohvalil, bi se nad seboj krepko zamislil. Vsem Slovenkam in Slovencem čestitam dan Osvobodilne fronte z željo, da ga bomo drugo leto praznovali bolj sproščeno, da ne bomo potrebne take besede, kot sem jih danes uporabil, žal sem jih moral. Zahvaljujem se za to priložnost, da sem lahko tu danes slovenski javnosti povedal to, kar mislimo v Zvezi združenj borcev. Hvala še enkrat in srečno Slovenija. Hvala, gospod Križman. Posebej za današnji praznik sta kulturni program pripravila glasbenika Kristina Obržan in Sašo Gačnik. Kristina Obržan je magistrica jazz petja in vokalna učiteljica. Leta 2016 je na festivalu Slovenska popevka prejela nagrado za najboljšo izvajalko. Akademski pianist Sašo Gačnik z umetniškim psevdonimom Svarogov je avtor besedil in glasbe, ki umetniško deluje v Sloveniji in v tujini. Prisluhnimo pesmi Prišla cvetoča, topla je pomlad. Prišla cvetoča, topla je pomlad, prav se brsti in sonce zlato sije. Povsod zastava se svobode vije, naš narod ves je prerojen in mlad, bogatstvo zemlje in ponosen kraj, in ti gozdovi potočki bistri, gaji razsveteni, zapojte in zavriskajte na glas.
Od biser zlat se v soncu lesketa, saj vendar tu nikdar pomlad ne inja. Najlepša si vsa polna hrepenenja, zato te vroče ljubi narod naš. Kako lepo toplo je tu pri nas, ljudje gradijo, vsakdo orje seje, bodočna svetla se pred nami smeje. Kako lepo toplo je tu pri nas. Kako lepo toplo je tu pri nas, ljudje gradijo, vsakdo orje seje, bodočna svetla se pred nami smeje. Kako lepo toplo je tu pri nas. Hvala. K slavnostnemu nagovoru ob državnem prazniku vljudno vabim predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Drage Slovenke in Slovenci, spoštovane državljanke in državljani, cenjeni navzoči visoki gostje, na čelu s predsednikom Zveze združenj borcev NOB, Marjanom Križmanom, sprejmite, prosim, iskrene čestitke ob današnjem državnem prazniku, dnevu upora proti okupatorju, z najboljšimi željami za našo mirno in uspešno skupno prihodnost. Med današnjimi gosti, člani Zveze združenj borcev, posebej pozdravljam mojo vedno dobrodošlo gostjo, nekdanjo interniranko Marijo Ferlan, ki me je lansko leto, natančno, gospa, na vaš 100. rojstni dan, spremljala 27. januarja 2020 na komemoraciji ob 75. obletnici osvoboditve nacističnega koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau na Poljskem. Prav tako si dovolim posebej pozdraviti med nami Dušana Stefančiča, letošnjega prejemnika listine Zveze združenj borcev, najvišjega priznanja te organizacije. Preživeli ste 6 koncentracijskih taborišč. Danes ste predsednik taboriščnega odbora Mauthausen in častni predsednik mednarodnega odbora Mauthausen. Naj rečem, spoštovani visoki gostje, navzoči tukaj v veliki dvorani predsedniške palače, na čelu s predsednikom, da mi je v veliko veselje in čast, da ste sprejeli vabilo na današnjo obeležitev državnega praznika. Kot je rekel predsednik v govoru malo prej,
bi lahko vabilo tudi zavrnil. In jaz ga tudi morda ne bi dal. Vendar sva se oba, se mi zdi, odločila prav, da sem vas jaz, predsednik, povabil in da ste vi vabilo sprejeli. Ne glede na to, če in koliko je razlik v najinih pogledih glede nekaterih vprašanj, in gotovo so, tako kot so med nami razlike praktično glede vseh vprašanj. Mislim, da je najbolj pomembno, da se poslušamo, da se slišimo in da se upoštevamo, da se spoštujemo. Mislim, da je za prihodnost naše skupnosti odločilno ne samo to, da bo vsak povedal svoje stališče, in to pravico seveda vsakdo ima. Tamu ne more biti kratena, niti ko gre za razmere, ki smo jim danes priča. Ampak v demokratični politični kulturi gre tudi za to, da se slišimo. Kot sem rekel, da se upoštevamo in še več, da poskušamo med različnimi stališči iskati skupne značilnosti, stvari, ki nas povezujejo. Drugače ne bi bila skupnost. Več je stvari, ki nas povezuje, kot tistih, ki nas ločuje. Kot skupnost, ki je v prejšnjem stoletju zlasti v času druge svetovne vojne, bila deležna tako hude namenjene usode, ki je šla skozi tako hude preizkušnje. Vendarle iz te izkušnje lahko razumemo, kako pomembno je, da si kot skupnost prisluhnemo, ne glede na razlike in prav zaradi njih med nami, in da se kot skupnost na take nevarnosti, kot so vojne grozote, vojna, tudi skupaj odzovemo. Tako je bilo leta 1991. V 10-dnevni vojni smo bili skupaj in smo skupaj tudi zmagali. Sredi prejšnjega stoletja žal slovenski človek, slovensko ljudstvo ni bilo enotno, vendar, in tukaj govorim kot nekdo, ki, kot veste, si za spravo prizadeva, se je takrat velika večina domoljubov, pogumnih ljudi, vizionarsko postavila za svobodo slovenskega naroda, ustanovila je partizansko gibanje, ki je skupaj z zavezniškimi silami mednarodno skupnost in tudi Slovenijo osvobodila. Mislim, da je predsednik sprejel moje vabilo na današnjo slovesnost tudi zato, ker ne glede na kritike, ki sem jih kot predsednik republike, ki se za spravo zavzema, deležen, dobro ve za to moje stališče. Da nikoli, nihče nima pravice pozabiti, da je slovensko partizansko gibanje samo in skupaj z zavezniki prispevalo k osvoboditvi te države in da brez partizanskega gibanja morda Slovenci ne bi bili svobodni, prav gotovo pa ne bi bil potegnjen tisti zgodovinski lok, ki je omogočal slovensko državnost. Glede tega ne more biti nobenih dvomov. Ko se danes, kot vaš predsednik, nedvoumno opredeljujem do pomena partizanskega gibanja in ko se hkrati zavzemam za to, da bi med nami bilo več sožitja, si zato prizadevam, ker ocenjujem, da je mogoče živeti tudi z različnimi pogledi glede polpretekle zgodovine, a hkrati živeti drug z drugim in ne drug mimo drugega, kaj šele drug proti drugemu. Zato mi gre pri spravi. Zato, da navkljub različnim pogledom
živimo skupaj kot skupnost, ki se spoštuje, ki je sposobna v demokratičnem dialogu najti rešitve za vse naše probleme. In je tukaj, rečem, glavno sporočilo ob današnjem prazniku. Iz vseh preizkušenj v prejšnjem stoletju in prej, zlasti pa v prejšnjem stoletju, tudi te sredi stoletja v času druge svetovne vojne in po njej, smo se naučili, jaz mislim, da je to nauk zgodovine, da smo Slovenci sposobni rešiti vsa vprašanja po mirni in demokratični poti. Absolutno sem prepričan v to. Vsa vprašanja, še tako težka, ki jih utegne pred nas postaviti ta in prihodnji čas, smo Slovenci sposobni rešiti po demokratični in mirni poti. Moram pa tudi danes ob robu tega praznika poudariti, da se dostikrat mnogo hudega začne z besedo. Zato bi izkoristil to priložnost. Spoštovane Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani, da v luči tega poudarka, da smo vse naše probleme sposobni reševati in rešiti po mirni demokratični poti, da začnemo z besedo. Ta beseda naj bo mirna, naj bo jasna, naj bo tudi odločna, vendar vedno spoštljiva in nikoli sovražna. Nihče od nas nima pravice za to, kar ceni svoje stališče, izločiti tistega, ki ima drugačno. Vedno moramo paziti na dostojanstvo drugega. To nas povezuje v skupnost, bolj kot karkoli drugega. Da vemo za razlike med nami, glede mnogih vprašanj, morda vseh, ampak vemo tudi, da se za voljo sožitja in naše skupne prihodnosti moramo potruditi, da najdemo tisto, kar nas povezuje. In to lahko naredimo samo na en miren, dostojen, spoštljiv način. Slovenci smo, se mi zdi, z enotnim nastopom za ustanovitev lastne države in enotnim uporom leta 1991. Mislim, da razumeli lekcijo, ki smo jo imeli za drugo svetovno vojno in časom razkola in neposredno s časom po njem. Bili smo enotni. Še eno lekcijo moramo danes razumeti. In to je, da smo to enotnost ob velikih razlikah, ki so bile na vrhu slovenske politične pomladi, oblikovali preko mirnega demokratičnega dialoga, ob medsebojnem spoštovanju in upoštevanju. Če smo takrat v tisti vihri sprememb v Evropi, ob koncu 80. in v začetku 90. let, zmogli razumeti pomen demokratičnega dialoga, mirnega, preudarnega, strpnega, potem mislim, da tudi danes ne smemo mimo tega nauka. To se mi zdi tako zelo pomembno poudariti. Spoštovane gospe in gospodje, danes je 80. obletnica sestanka, ki je tako zelo pomembno zaznamoval slovensko zgodovino. 80. obletnica ustanovitve Osvobodilne fronte, ki je na nek način omogočila razcvet partizanskega gibanja, kot sem rekel, osvobodilnega gibanja, ki je ključno prispevalo k temu, da je slovenski narod ostal svoboden in da je lahko gradil svojo državnost naprej, vse do 90. let, ko jo je z plebiscitom, razglasitvijo samostojne države, enotnim uporom proti okupatorju in diplomatskim priznanjem tudi uveljavil. Mislim, da je danes praznik, ki se ga lahko veselimo vsi, ne glede na razlike med nami. Če in kolikor so pri tem in drugih praznikih, moramo to nekako sprejeti z neko strpnostjo, z nekim razumevanjem, da si na koncu pripadamo kot skupnost. Drugače se izločujemo, kar ni prav, nas ne more peljati v prihodnost. Sprejmite, prosim, ta moj poziv dobronamerno
je iz srca in iz mojih izkušenj. Mislim, da si naši otroci in njih otroci zaslužijo mir in varnost, to pa mislim, da lahko Slovenci, kot vsi drugi narodi, lahko zavarujemo samo z medsebojnim spoštovanjem in upoštevanjem, tudi takrat, ko mislimo drugače, to vedno svobodno izpovejmo, a na način, ki bo vreden dostojnosti vsakega izmed nas. Hvala, ker ste me poslušali, čestitke ob današnjem prazniku, želim vam vse najboljše. Hvala lepa. Najlepša hvala, spoštovani gospod predsednik. Obeležitev praznika bosta sklenila Kristina Obržan in Sašo Gačnik s pesmijo Če zapojemo veselo. Izvolite. Skozi viharje in skozi trpljenje jasnih lic gremo v svobode dni. V dušah novo nam igra življenje, znova vstajajočih mest. Če zapojemo veselo, bo korak takoj lahak in srce se bo razvnelo. Glavo kvišku dvigne vsak, hej, pesem zbuja sile mlade. Naša pesem je zaklad, saj slovenske vse brigade s pesmijo so šle v napad. Gost in luk v zelenju domačije, vse za nami, dani se gubi. Cesta bela se pred nami vije, nad gorami zarja se blesti. Če zapojemo veselo, bo korak takoj lahak in srce se bo razvnelo. Glavo kvišku dvigne vsak, hej, pesem zbuja sile mlade. Naša pesem je zaklad, saj slovenske vse brigade s pesmijo so šle v napad. Saj slovenske vse brigade s pesmijo so šle v napad. Hvala, gospa Obržan in gospod Gačnik. Obeležitev državnega praznika je s tem zaključena. Hvala vsem, ki ste bili z nami